Greva čez napake, ki jih delamo neizkušeni uporabniki prikolic. Tukaj so naštimale nekaj takih vzorčnih primerov in na tem primeru vidiva, da nekaj manjka. V tem primeru govoriva o električnem priklopu. Imamo seveda dva sistema, prav tole gre za že novejši sistem z več pini, potem poznamo pa še seveda star sistem z manj pini. In v tem primeru potrebujemo adapter. Kaj s tem kablom, če je tako zavit? Zmore skrbeti? Ne, v tem primeru je lepo nameščen. Pomembno je, da ni predolg, da se med vožnjo ne zapleta, ne zapne, oziroma da ni prekratek zaradi samega manevriranja. A to se dogaja? Visijo navzdolj te kablje. Aha, kaj pa ta razdanka? A sem jo zdaj jaz prav dol okrog tele gumke? V tem primeru ni druge rešitve, zanka je v tem primeru pravilno dana. Gre za krajšo zanko, tule gre tudi za lahki priklopnik, ki nima svojih zavor. Njena vloga je, da v primeru, da bi prišlo do morebitnega odklopa, lahko nekoliko zadrži samo prikolico. Predvsem sem vprašal zdaj, ker nisem vedel, kako bi tole zanko dal sem na noter v tole luknjo. Ker to je verjetno tisto. To predvsem je pa seveda pomen pri prikolicah, ki imajo lastne zavore, kjer ta zanka poskrbi v primeru odpetja, da se sproži ročna in se prikolica lahko zaustavi. To pa imava zdaj že prikolico z lastno zavoro, ne? V tem primeru pa imava že pritrditve varnostne vrvice oziroma jeklenice. Kolikor je predolga, si pomagajo na tale način, da jo pač pripneva, tako da ne pride, da bi se med vožnjo kamorkoli lahko zapela. Ja, ok. Elektriko tukaj spet vklopiva, ne? Ja. Naslednja napaka pa je tole, ne? Varnostno kolo nam pomaga pri samem manevriranju prikolice, ko ni pripeta. Predtem pa ga je potrebno, da seveda dvignemo do konca. Zakaj je to tako zelo ključnega pomena? A se to dogaja, da dejansko? Se zgodi, da ta kolesa med samo vožnjo zaradi trsajev se spustijo na tla in pride lahko seveda do hudih poškodb. Ne samo kolesa, tudi do nesreče, ker ob stiku pri višji hitrosti s tlem kolo odtrga in poleti po cesti. Kako pa tole ročkujemo? Ker ponavadi preročeni zavori neki pritisneš. Tako je, gre pa za novejši sistem, ki ga samo sprostimo in potem bo prikolica pripravljena. Zdaj pa tisto, kar me najbolj zanima, kako voziti vzvratno s prikolico, da se preselva do rangerjev. Mi smo prišli trenirati, kakšne vaje naj si vzamemo. Prvo bova začela z vožnjo naravnost, da dobimo malce občutek, kako prikolica sledi samemu avtomobilu. Kratek slalom, potem pa seveda vožnja vzvratno. Seveda tu je pomembna zmernost, hitrost in pa seveda natančnost pri sami vožnji. Pravzaprav priporočljivo, da začnemo počasi, umirjeno, da nam prikolica seveda ne zaide. Kako vemo, da ne bomo preveč zavili, da ne bomo, kako se reče, da prikolico zalomimo? Ja, v tem primeru je zelo pomembna zmernost in pa pravočasno, da odreagiramo. Vkolikor vidimo, da bi prišlo do loma, pač ustavimo, odpeljemo malce naprej in ponovno poizkusimo. Najlažje, najbolj učinkovito. Ampak tisto malce naprej včasih mora biti kar nekaj naprej, ne? Ja, vsekakor je najlažje, da jo popolnoma poravnamo, pa ponovno začnemo. Se pravi, nauk zgodbe, ko v bistvu naredimo napako, gremo v bistvu spet na štartno pozicijo. Najlažje. Najlažje. Ker popravkov. Ja, bolj ko se zapletaš, težje je. Ok, gremo mi trenirati torej.
Torej, kakšni so občutki? Lahko jaz začnem, da me kdo ne prevaja. No, da slišimo. Mislim, pri meni se na posnetkih najbrž zelo lepo vidi, kako mi je šlo, ampak v moj zagovor sem danes prvič vzela vzvratno s prikolico. Mi je bilo pa veliko lažje, ko mi je Luka razložil, gledaš ogledala in v tisto smer v ogledalu, kamor zavije prikolica, zaviješ tudi ti. Torej, spremljati moramo vzvratni ogledali in tam v tistem ogledalu, kjer se prikolica v večji meri pojavi, tja moramo zaviti. Torej, če vidimo preveč prikolice v desnem ogledalu, moramo zaviti desno. Martina, kaj ti je bilo tebi najtežje? Začeti. Ampak sem bila kar ponosna nase, ko začneš in sem ugotovila, da ja, enkrat tiste osnove mi je kar šlo. No? Če se nisem zaplezala, če sem se zaplezala, sem mogla malo naprej pa spet nazaj, ampak še je upanje, mogoče pa kdaj kakšno ta pravo, ta veliko prikolico vzela. No, meni je bilo pa tisto težko, ker so se kar seštevali tiste napake. In pol na koncu sem videl, da se je prikolico še rešil, ampak avto bi šel pa, ali bi podrajsal, ali bi šel po travi, ali kakorkoli. Tako da jaz sem imel s tem največje težave. Tukaj moraš imeti prostor in za prikolico, in za avto, tako da to je bilo meni najtežje. A ti si videla v kameri noter, ko imaš na tiste rdeče? Jaz sem najprej gledala kamero in ko sem gledala kamero, ste lepo videli, da sem bila na mestu bolj kot ne. In šele potem, ko mi je Luka razložil, da ogledala, takrat sem se začela malo premikati nazaj. Zdaj ne bom prav pametna, ampak v zagovor za Katjo. Ne? Katja je edina, ki je imela dvoosno prikolico, mi vsi smo imeli enoosno, tako da... Je pa res, da meni je bilo lažje. Lih s tvojo prikolico se mi zdela najbolj taka fina, stabilna. Nizka je in pregledna, pa dovolj široka, da jo vse skozi vidiš, ne, v ogledalih. Jaz sem imel največ težav lih s tvojo, ta malo tole počitniško, šotorsko prikolico, tako da... Manjša je zoprna, ker če je prikolica premajhna, da je ne vidimo v ogledalih. Takrat jo pa zagledamo v ogledalu šele, ko je ponavadi že prepozno. No, jaz predlagam, da zdaj iz te enačbe volan pravzaprav kar izločimo. Se pravi, zdaj pojmo voziti s belim, novim priključno hibridnim Rangerjem in vozili bomo ne brez rok, ampak vozili bomo kar na joystick. Čakaj, zdaj ji poveš, da jaz sem imela ves čas joystick, kaplah vozila točno tako, kot sem želela. Ja, zdaj ti povem. Torej, predlagam, da gremo. Evo, mislim, da pritisneš na sredinskega. Aha, backup assist, ok, to je to. Ok, detecting trailer, please wait. Čakaj, ne še. Aha. Le, volan se je zavrtel. Evo, ok. Če sem prav razumel, vrtiš samo ta evo, vidiš ga. No, on ga sam obrača v drugo smer, leto. Aha. Se pravi, sem zavrtil v desno in gre volan v levo. O, to mora biti fajn. Probijati levo in zavrti. Aha, ok. Ja, ne smeš več kontra. Ja, ja. To pa zdaj v glavi okrog obrniti, ja, prvo. Ja, čakaj, da vidim, če... Aha, evo, še ta prikaz me... Ja, ti boš zdaj ven šla. Aha, vidim, ja. 5 naprej pa še enkrat. Če hočeš iti levo, moraš v levo zavrteti in volan bo šel v desno. Ja, se vrtim zelo blago. A boš šla slalom? Ne. Pa zakaj ne? Daj poskus, no. Se je poligon. Zapreč za kvačka. Ne, nisem se... Aha, ja, preveč, po mojem, preveč zavrtela. Malo preveč zavija za moj občutek. Gledaj, koliko mi je zavil, jaz nisem toliko. Ja, včasih malenkost ima zakasnitve, ne, to moraš v bistvu komponirati, ja, vidim. Wow, pa se gre. Se pravi, dejansko boš speljala slalom leto.